Aluminij je torej, kot že rečeno, v tem trenutku na 6. mestu lestvice. V prvem krogu 17. julija so tule remizirali proti Kopru, bilo je 0:0, potem pa še teden dni kasneje na svojem prvem gostovanju v letošnji sezoni remizirali v Ljubljani proti Bravo in tudi tista tekma se je končala brez doseženega gola, tako na eni kot na drugi strani. V kazenski prostor Rok Kidrič, ampak zanesljivo tule do žoge Šugič, ki pa je storil napako. Pečnik pri žogi, priložnost, Krefl pred vrata in na koncu je Šugič svojo napako popravil. Ampak znova so gostje prišli do žoge, tule je že Princ. Princ ima nekaj več prostora, podaja pred vrata, nevarno je in prečko so zdaj stresli Radomljani. Pa krasno, tule Mužek, dobra podaja proti Šariču. Šarič ima ogromno prostora na levi strani. Šarič pred vrata, še lahko nevarno, pa poizkus in gol! 1:0, Mark Zabukovnik, Radomlje pelje v vodstvo v 42. minuti. Po dobrem prodoru Pogačarja, ki je potem, oziroma Mužeka, potem je Mužek našel Šariča, no in na koncu se gostje veselijo prednosti tule v športnem parku Kidričevo. Mark Zabukovnik pa je dosegel gol številka 1. Kama in Pečnik. Posil do strela in težave za Šugiča. Matej Jug, sicer glavni delilec pravice na tem srečanju. Flakus posil, tole je zdaj priložnost, Pečnik proti vratom, toda podaj pa bo Pišek pred vrata, pa Cerar. Marinšek z dolgo podajo, no tole je zdaj priložnost, Krefl do strela in Pišek, strel proti vratom, brani Banič, toda precej težav za... Pa zdaj priložnost morda Varga, uspel je tule žogo spraviti na levo stran. Priložnost za Radomlje, nekaj več prostora je in gol! Sandi Nuhanović, Radomlje v 79. minuti prednost višajo na 2:0. Proti napad in lahko se je znova razveselil Rok Hanžič. Sandi Nuhanović pa prihaja do prvega gola v letošnji sezoni. Nocoj Krefl, žoga pa medtem pred vrata, priložnost, Prša je tule prišel do strela, toda Dajič tule do žoge, pa morda priložnost za Kregarja, Varga do priložnosti, Varga, toda prek vrat Saša Varga. Ko je govora o poizkusih, prav veliko lepih priložnosti ni bilo. Matej Jug se je tule oglasil, medtem teče že zadnja minuta tega srečanja, rumeni karton. Mislim, da Klemen Bovha. In če je temu tako, potem je Bovha predčasno zaključil današnje srečanje. Pa ne, treba je ime čestitati za prikazano igro. Jaz sem opozarjal že pri tekmu, da Radomljani so zelo čvrsti, imajo zelo dobro ekipo, kar so pokazali tudi v prvih dveh krogih. Pa ne, se pravim, tako sem že povedal, če bi mi zadeli v tistih situacijah, ko smo nadzirali igro, bi srečanje sigurno šlo v drugo smer. Danes smo izgubili zaradi svoje neučinkovitosti in zaradi mogoče 2-3 velikih napak v obrambi.
Ja, lahko rečem, da ja. Res smo vedeli, kakšna tekma nas čaka. Čvrst nasprotnik s hitrimi protinapadi. Tokrat smo mogoče mi njih presenetili z temi hitrimi protinapadi in vrnili in pa na koncu mislim, da zasluženo slavili. Smo vmes trpeli, vendar pa na koncu štejejo goli in 2:0 zaslužena zmaga.